Gledalke in gledalci, zdaj pa smo spet pri tistem delu oddaje, ko se potopimo v psihadelični svet našega Lukija. Tokrat je šel v zelo obskurne vode, poglobil se je v najbolj smrdljivo jed na svetu, to je surströmming. Dajmo si pogledati. Pozdravljeni! Čas je, da vam zopet nekaj razložim. In ker se bližamo koncu sezone, sem se odločil, da vam razložim o nečem zares posebnem. Nekateri bodo rekli, da zares ogabnem. Kajti razlagal vam bom in tudi probali bomo surströmming. Surströmming, če še ne poznate, to so švedski slaniki in to je prava delikatesa na švedskem, ki so lahlo usoljeni, ravno toliko, da ne gnijejo, ne pa toliko, da ne fermentirajo. Tako da to so vloženi slaniki, v bistvu niso vloženi, fermentirani slaniki in zato je tudi pločevinka že malce nabrekla in to velja za najbolj smrdljivo hrano na svetu. Surströmming, torej švedski fermentirani slaniki, delikatesa na švedskem, vedno manj jih je, ker je vedno manj baltskih slanikov. In to je zares delikatesa in velja kot najbolj smrdljiva hrana na svetu in je tudi ogromno YouTube video o tom temu, kako ljudje probavajo surströmming in se jim gabi. Koliko to smrdi. In to bomo danes mi tudi preverili. Če ta hrana res tako zelo smrdi, kot pravijo, in če se jo sploh da zaužiti. Tako da tukaj sem zbral ekipo ljudi, ki so voljni to probati. Sem pa poklical tudi profesionalno kulinarično pomoč. Iz restauracije Brdi v Ljubljani je tukaj moj prijatelj Rok, ki je profesionalni kuhar in sem ga prosil, zdravo Rok, da se malo pozanimaš, kako Švedi to hrano zaužijajo in da jo boš tudi na ta način kasneje pripravil. Najprej bomo probali direkt iz konzerve, a to tebe že zanima? Mene je v bistvu ful strah tega. Ja, mene je tudi ful strah tega, zelo me je strah. Kako pa drugače to jejo na švedskem? Ogromno žganja najprej, ampak drugače pa ja, uporabijo tak suh kruh, kreker, na katerega namažejo krem freš, dodajo narezan kuhan krompir, rdečo čebulo, koprc, pa to zadevo. Pa surströmming, slanik. Zdaj, kar si mi razložil, se niti ne sliši tako slabo, bomo pa seveda vsi to skupaj ugotovili, ko odpremo pločevinko. In naj vam izdam še eno skrivnost. Luki že od korone naprej ne voha. Ja, jaz nimam vonja, ne voham in me zanima, če to tako zelo smrdi, da bo tudi meni odprlo von iz tistih 99%, ki ga nimam več. Neverjetno večkrat ga še imam, ker okus imam in me zelo zanima, če mi bo to pomagalo, da bom spet lahko zavohal. Čeprav pa je zelo smrdi. Pozdravljeni. Evo, mi smo se mentalno pripravili na to, da odpremo konzervo surströmminga. Z mano je še moja ljubezen Ajda, živijo. Ker si pač vse deliva, si bova tudi to izkušnjo delila in pa seveda Rok, ki ga že poznate. Tako da smo pripravljeni na odpiranje. Ne, ampak dajmo. Jaz mislim, da mili bo kul, ker mili so smrdljive reči ponavadi v redu. Volja, rabiš rokavice ti za to? O, daj mi rokavice. Kaj, če to ful špricne? Čakaj, vama grem po ščit. Ja, kar daj sem to. Fleksi steklo. Okay. Kot med korono, evo en ščit, nekaj zaščite. Sej, ljubezena, si ti kaj rešaširala, a gre to ven, če se upere ta von pol, če na 60 upremo v vleku? Treba na 90. Jaz mislim, da moraš kar sosedsko menjati. Ja. A to mi res to delamo? A smo ziher? Zaenkrat še nič ne voham. Ne. Zrak se je izpustil, špricnel ni. Dobro. Ja. Ja, voham. Jaz že voham. Jaz pa še ne. Jaz že voham. Ni prijetno, amonijak, jajca. Zdaj pa ja. To bo kol prihaja. Jaz nič ne voham. Daj bež. Res? Ne, res.
Je smrdeče, ampak sem mislila, da bolj. Ja, boljšega Ne pretiravam. A boljšega odpirača nisi imel. Ja, Mila, ti si že navdušena. Čakaj, kako se prijem zraven. Čakaj, imam ga. Jaz res nič ne voham. A mi lahko en doktor pomaga, da bi spet vohal. Zdaj jaz sem prikrajšan za to. Jaz sem prikrajšan za to ugabno izkušnjo. Ne, Mili, ful dober. Jaz bom to ribo zdaj zarezal, da jo bomo probati, ampak zdaj po reakcijah ljudi tukaj okrog mene, ne vem, če bi jaz to zares rad probal. Zakaj si to delam? Jure, kje si? Rekel si, da boš tudi ti probal. To ima še kosti noter. Ne voham, ampak me je vsem strah. Zelo je slano, tekstura je gnila, pravijo, da smrdi bolj, kakor je okus ugaben, tako da bom pripravil še za mojo drago in še za Roka en majhen košček. Ene vilčke bosta rabila po moje. Kam lahko bruhamo, če pride do tega? Kar hle na stran. Lahko mi potrdita, da res smrdi. Ne, pač to je gnilo model. A bi to drugače jedla? Jaz bi policijo poklical, če bi to iz sosedovega stanovanja zavohal. Hvala za grizi. Ajde, ni uspelo pogoltniti. Oh, fuck. Meni to res smrdi. Ajde, se nisem p. Mami, rad te imam, če to ne rata. Kak je, malo koprca? Malo koprca čez? Ja, dobre. To vso žganje tega sveta, tega ne reš. In kakšno je pa tebi? Meni je bilo zelo slano, ampak ta neko okus Tekstura je mrtva. Soli jaz mislim, da ne rabimo, glede na to, da je to slano. Zaenkrat je to vse okej, ne? Dajmo te kosti stran, pobrat. A to prav čreven odpustijo še pa vse, a? Jaz ne malec je mogel iti na WC, sam tok. Zdaj, to bi bilo zdaj to, kaj se tiče tradicionalen ta njihov gnili zajtrk, oziroma obrok. Jaz bom si dovolil, pa bom dodal še malo domačega chili crispa. To se drugače dobro zgleda, ne zgleda glih slabo. Surströmming 2024 v Sloveniji, a je to res to? Dober tek. Dober tek. Ja. Moram reči, da staš. Kam greš? No. Aha, šel je na stran. Jaz bi samo rad povedal, da po svoji hrani še nikoli nisem bruhal. Ugabno. Okay. In vidimo, da tudi, če pripravimo na tradicionalni švedski način, da zadeva vseeno ni okusna. Če bi pa tudi vi radi probali surströmming, si ga pa naročite, vam ga dostavijo. Ne vem sicer kako, ker na letalo s tem ne smeš, ampak pride pa. Dež je prišel, upam, da bo tudi vaš. Jure, tega le bom dal pa zate na stran. Luki je preživel, eksperiment ni uspel. No, ker sem teh sem rekel, surströmming ali strichnin. Pa sem rekel, če surströmming ga mogoče pobere, pa ne bo sumljivo, ne, kaj je jed.
ker če bi strihnin, grem brez. Mogoče naslednjo sezono, bomo videli, kaj se bo zgodilo. Hej, preden greš, klikni tukaj in se naroči na naš YouTube kanal, imamo pa tudi TikTok, Instagram in Facebook, tako da le urno.